Decembrska revija Eol bo praznična in dvojna po obsegu, tudi diha praznično in je optimistična, vse je prav tako, ali ne? Vstopamo namreč v novo razvojno desetletje države, obdobje 2021-2030. Kakšna bo bilanca na koncu desetletja, če ne bomo že v prihodnjem letu začeli zares z zelenim razvojem? Vsako leto mora biti bolj zeleno. Zato v reviji predstavljamo zelene zglede, trajnostne projekte, nizkoogljične tehnologije, inovativne rešitve. In prav za to gre. Gre za nove procese v proizvodnji, gre za inovacije, gre za tiste zelene tehnologije, ki nam bojo dale zeleni razvoj. Ne gre le za tiste projekte, ki se bodo lahko financirali iz evropskih sredstev, ampak tudi za tiste podjetja, ki so se prijavili na sklad za inovacije. Kateri projekti bodo dobili podporo, kateri bodo financirani? Ali bo to na primer nacionalni baterijski center? Ali nov motor z manj izpusti, ki ga razvijajo v Domelu? Ali bo to program, s katerim želijo graditi kompetence mladih z vodikom? V kaj bo torej vlagala Slovenija do leta 2030? Kakšen bo torej njen razvoj? Bo zelen, ustvarjalen, pameten? Naložbe bodo pokazale, kakšen bo. To vprašanje tudi nakazuje slovenska industrijska strategija 2021-2030, ki jo v reviji predstavljamo. Vabim k pogovorom še vsaj o 3 temah, ki jih revija postavlja pred naše ogledalo. Prvič, kako učinkovita je lahko zelena prehranska veriga. Drugič, ali je slovenska logistika res v razvojnem ciklu in digitalni transformaciji. In tretjič, ali ni že dovolj floskul, kako smo vsi za zeleno in trajnostno. Ko prenašalce teh floskul vprašamo, kaj lahko konkretno povedo, pa se umaknejo, na primer Nova Ljubljanska banka. In da ne pozabim, decembrska revija Eol ponovno dokazuje, kakšna moč je v našem zelenem omrežju. Srečno 2021!